Kakva je situacija, silos je pokrit, vse je zrihtano. Zdaj smo v štali naredili zjutraj, smo vmes še prodali ta veliki traktor, pa Stortija, spucali smo ga tudi v kabini, ki je bil ful prašen. Zdaj smo pripeli krožne brane, bomo šli pa v bistvu to, kaj je bilo koruze, zdaj prešajvati, danes pa jutri v planu. Vmes bomo pa mogli še urisovati parcele v GPS sistem, zaradi tega, ker bomo prvič delali z GPS-om, tako da bo kar pestro, bomo videli, kako se bo obdelovali, tako da gremo. Evo, zdaj smo prispeli na parcelo in v bistvu vidimo, kako se dela. Vlage je mogoče malo preveč, ampak tukaj bo šlo, no, ne bo velikih težav. Zdaj, kaj je naš glavni cilj? Glavni cilj je, da odrežemo vse, kaj je raslo. Ni naš cilj, da delamo globinsko obdelavo, tako da v bistvu se držimo bolj kot ne plitvega obdelovanja zemlje. Je pa težava v tem, da v bistvu se je pri okopavanju so se naredili punkeljčki, se pravi vsaka vrsta ima malo punkeljčka in je problem, ne moramo iti čisto plitvo, tako bi si mogoče želeli, se pravi moramo dati diske mečkim bolj poravnati, da se ne zabijajo tej kupi in v bistvu s tem gremo mečkim globi, ampak še zmeri delamo tam, bi rekel, okoli 7-8 cm, kar je čisto zadovoljivo. Bo pa tu pa tam tudi kak storš oziroma kak kocen še ostal od koruze, ampak pač tem se ne moramo izogniti, bo pol v drugem prehodu, tam, kjer bo to potrebno, se bo to pač uredilo, poravnalo, tako da mislim, da lahko kar mirno delamo. Akcija! Pa šefica prinesla malco, tako da dober tek, ne? Tako, evo ga, v glavnem smo se tam malih parcele rešili, no. Zdaj smo prišli na večje parcele, tudi nam je težje zemljo, ampak gre nam perfektno. Masa lepo potuje čez, navigacija tudi dela tako treba. Tako da v bistvu ga šibamo, no, uživam na veliki njivi lepo, ne rabim voziti, volan je prost, tako da je ful fajn, no, ful fajn, lahko spremljaš veliko drugih stvari, ne, kaj se dogaja bolj s strojem, kakva so tla, kako se obdeluje, kje, tako da, enkratno. Dosegamo pa tudi neko optimalno hitrost, 11 km/h, to je kar v redu, sem zadovoljen, poraba je pa tudi, bi rekel, kar nizka. Zdaj sicer gremo mečkano v hrib, je še 18 litrov na uro, ampak tukaj imamo pa povprečje 15,4, tako da v bistvu zelo fajn, no, ne bomo nekaj hudo porabili, tako da lahka obdelava. Evo ga, kaj se tiče šajbanja, smo danes zaključili, jutri bomo še slabih, dobrih 9 hektarjev imamo še jutri, tisti bomo rešili, zdaj pa moramo iti v štalo, pa zapeli bomo kose na ta veliki traktor, ker moramo iti jutri zjutraj za usluge nekaj pokositi, tako da gremo. Dobro jutro, evo ga, lep dan nas danes čaka, že zjutraj lepo jasno, baje da bo spet vroče, se pravi tam 27-28 stopinj. Mi gremo pa kositi, tako da akcija.
Takole, prej smo naredili še zadnjo parcelo koruze, zdaj smo pa na parceli, kjer so bile sončnice. Tako da v bistvu lepo testiramo GPS na največji parceli, kaj imamo. Gre enkratno, malo so problem tu pa tam tej grobovi, ko so se naredili od okopavanja. In pa če slučajno naletiš direkt na njega, je problem zaradi zabijanja, se pravi se zabije. Ampak načeloma pa gre dobro, zemlja se dobro obdeluje, prava vlaga, tako da v bistvu šibamo res. Naredili smo tudi vse linije nove, obkrožili parcelo, naredili meje, tako da zdaj samo še gasa. Ko imaš še enkrat vse urisano noter, je brez težav. Je pa kar dost mase za zadelati, tako da v bistvu masa, grobovi, pa še malo večja vlaga. In to dela kar veliko za krožne brane. V bistvu sicer poraba je nizka, ker ne gremo nič globoko, pa tudi diski niso pod kotom, zaradi tega, da se nam ne zabijajo, ampak naredi pa res dober efekt, tako da bravo. Evo nas, zaključujemo, vlečemo zadnjo špuro na parceli, fertik za danes in tudi prešajali smo vse, kaj smo imeli požeto zdaj. Tako da, zdaj pa počakamo kakšen dan, dva, pol pa setev, najprej bojo detle, pol kasneje pa tudi žito. Drugače pa, če se je kdo spraševal, kaj smo prej šraufali šajbe, je bil v glavnem ta val, kaj smo naredili s fotrom. Tole smo prestavili gor, tako da je v bistvu vse skupaj više pride, da je bolj kompaktno, pa prestavili smo ta dva nosilca, tega pa onga tam, malo bližje sredini, tako da so lepše razporejeni, da je enakomerno obremenjeno vse skupaj in zdaj veliko bolj funkcionira, prej se pa včasih kje zabil, tako da odlično. Takole, šli smo iskat šestko, da bo jutro zanademo traktor. Evo ga, doma je, ugasnemo luči, pa gremo spat. Laka noč.